vsi imamo te slabe navade včasih. In kot vidite, sem dala zdaj malo bolj umirjeno glasbeno podlago, kajti nisem več sama. Danes se bomo sproščali. Prišla je maserka Manca v naš studio iz Dotika lahkotnosti. Dobro jutro. Dober dan. Dobro jutro je do 10, ker vam je jutranji program. Ok, dobro jutro. Čeprav vem, da midve ostajava kar tle, oziroma ti si še mogoče kakšno minutko pred mano. Ja, ko greš ti v eter, je že na pol masažo naredim. Ne vem, kdo ima cajt tako zgodaj iti na masažo. Marsikdo. Dobro, čeprav tudi vidim, da ljudje laufajo ob takih nehumanih urah, ko bi je še gladko spala. Saj veš, ne? Po jutru se dan pozna. Ja, jaz sem sam lačna zjutraj. Tako da, kaj pa pomeni, da bom cel dan lačna? Ja. Ja, ok. Manca, Dotik lahkotnosti. Jaz sem že prej našim poslušalcem malo namignila, da dejansko si more masažo privoščiti vsak od nas. Res je, masaža še zmeri in vedno bom ponavljala, ni luksus. Masaža je tisti prvi korak k zdravju, prvi korak k sproščenosti, za zanimivost. 20 minut masaže je isto kot 2 uri trdega spanca. Masaža dejansko podaljša lahko življenje. Zakaj? Zaradi tega, ker se sprostimo, te naši triggerji, pa to moram, pa on moram, pa tret moram, se dejansko ful umirijo na masažni mizi. Posebej takrat, ko pa jaz vklopim svojo avtorsko masažo z vodenim dihom. To je pa čisti odklop. Ok, čisti odklop pomeni kaj, da jaz zasmrčim za 20 minut na tvoji mizi? Ne, popolnoma si prepuščena mojemu glasu, mojemu vodenju, tvojemu dihu in ultimativni sprostitvi telesa. In to mi potem podaljša življenje za koliko časa? Ja, ne vem, koliko boš prišla. Se pravi, masaža je namenjena prav vsakemu od nas, je pa verjetno različno od vsakega posameznika, za koga je kakšna masaža. Definitivno, vsak ima recimo mal drugačen okus masaže, ne? Eni imajo radi bolj na hard, eni bolj na umirjeno, relax, ne diraj me preveč. Zdaj mi, da imava zelo umirjeno podlago, ne? Saj to je za masažo, ne? Za masažo, ja, če pa gremo mi v maderoterapijo, shape, takrat ti pride pa AC/DC, halfway to hell, dober. Ok, torej, če boste kdaj slišali iz Dotika lahkotnosti, da se dere nekdo na vas, to je pač maderoterapija. No, samo za zanimivost, par strank imam, predvsem moških, ki pa želijo med masažo umirjeno poslušati rock. Ja, mogoče jih sprošča. Naš direktor bi recimo bil eden izmed teh, sigurno. Ker pač on ima rad, da se nekdo dere na njega, zato se tudi mogoče jaz doma derem na njega. Ne, hecam se, saj se ne, nisem tak monster, kakor pravi. Še huj. Ne, ni, ker se sproščam tudi pri Manci, ravno iz tega razloga, da me odklopiš, da mi, čeprav veste, kaj mi je Manca zadnjič naredila na masaži, ne samo, da me je masirala, še počohala me je. En valček, Manca ima en pokvarjen valček za maderoterapijo, ki se ne vrti več in s tistim ona mene po mojih krilih, mislim lopaticah, pridno počoha, to je češanca na vrhu smetane. Točno to. Tako da v bistvu pri Manci ne najdete samo masaže in terapij, ampak tudi čohalnico bo zdaj odprla po novem. Samo za šuši. Lažeš. Dej, no, to moraš to ponudbo. Okay. A veš, koliko ljudi je, ko bi se prišli sam počohati? A ja, ok. Ko bi nastavili svoj hrbet za čohanje. Ok, torej, novo v Dotiku lahkotnosti. Čohalnica. Tako. Ampak ti si se preselila. Res je. V Celeja parku sicer ostajaš? Šla sem na bungee jumping, a veš. Iz 5. štuka v Pritličje. Ok, se pravi, iz 5. štuka ste zdaj dejansko, iz 5. nadstropja ste šli v prvo, oziroma ne v Pritličje. To je pri Fabjano. To se pravi, ko greš čez tista steklena vrata oziroma čez čakalnico Fabjana, če gremo skozi glavni vhod noter. Takoj za čakalnico Fabjana je Skin Lab od moje Matejči, tam nas najdete, tako da ponudba je že malo razširjena. Se pravi, novi prostori, nova ponudba. Tako, tudi Mateja se je enkratno potrudila. Pridite, salonček je božanski, energijsko nabit z najlepšo energijo, tako da dobrodošli. Ja, super. Manca, 2 sekundi bova si vzeli malo pauze.
Potem pa mi boš povedala še malo o terapijah, sploh kakšno bi mogoče rabila jaz zdaj po 6 letih na Fantasyju. Dragi poslušalci, ostanite z mano, ker boste zvedeli še marsikaj zanimivega. In zdaj, ko sem dala spet umirjeno glasbo, gor se meni že spi, ampak mi je pa zanimivo, ne, da Manca še do zdaj ni stopila za moj hrbet in me začela masirati, ker ponavadi točno to naredi, ne, tako da hvala Manca, ker si nesramna. Ne, pa nisem, sam če boš tikle zaspala, bo jutranji program padel v vodo. Dobro, se bomo poklicali Jankota, da pride prej. ne, malo heca ne škodi. Manca iz Dotika lahkotnosti je danes z mano v studiu in Manca je povedala, da je masaža namenjena prav vsakemu od nas, so pa seveda masaže različne. In zdaj, Manca, ti nimaš samo klasične masaže, pa madeiroterapije, ampak imaš tudi meditacije. Ja, to so pa, rečva temu, terapije, neki za osebno rast. Ok, in z meditacijami so te vodene, je Tako. to za eno osebo, 2 osebi, kako to poteka? Različno, imam skupinske meditacije, individualne meditacije, meditacije za pare, čisto različno se handlamo s tem, no. Je rekla, handlamo, rokujemo. Ok, ampak a veš, kaj mene zanima? Kaj je najbolj zanimiva stvar, ali pa ne, smešna stvar, ki se ti je mogoče zgodila v tvojem salonu? Kar nekaj jih je nastalo. Ampak nikoli nam pozablja enega gospoda, prišel je na indijsko masažo glave z vodeno besedo ter limfno drenažo obraza. To traja eno urco, res čista tišina, take ambientne lučke in jaz zaslišim smrčanje. Ok, ignoriram, to je kul. No, masaž je konec in jaz njemu tako nežno zaključila sem, pridite ven, ko boste pripravljeni, samo malo še poležite, da se slučajno ne zvrti. Čakam 5 minut, čakam 10 minut, njega od nikoder. Okay. Pridem še enkrat, ga tak za nogo nežno, konc je. Aha, sem rekla, ok, zdaj se zbudil, grem. Ne, še 10 minut ga ni bilo. Tako da pa sem bila pa že mal, gospod, veste, zdaj pa treba domov. Ženo bom poklicala. Se pravi, tako je bilo fajn, da ni hotel domov. Tako. Odlično. Ja, v bistvu je res, ker ko si enkrat pri Manci na mizi, čas se ustavi in tudi je tako, res moram iti nazaj na šiht, ker včasih pač se zgodi, da greš na masažo med službo. Manca, Ja. ali obstaja možnost, da bi ti prišla mogoče masirati tudi na delovno mesto? Ja, seveda, imam tudi preventiva zdravja na delovnem mestu, Okay. torej z mizico, ki je konstantno v mojem prtljažniku, hodim tudi po firmah, pri starejših ljudeh sem se tudi že ustavila. Moja najstarejša stranka je stara 93 let. Torej, če boste redno hodili na masažo v Dotik lahkotnosti, lahko dočakate tudi prvih zajebanih 100. Pardon izrazom, ampak očitno gre v tej smeri. Ampak kot smo rekli, spravi, obstaja klasična masaža, Tako, obstaja športna masaža. tako. Najpogostejša je kaj? Hrbet? Hrbet, noge, to imam res na veliki bazi, posebej zaradi tega, ker sodelujem tudi z ženskim nogometnim klubom, tako Trbovlje kot Žalec. In to je standard, hrbet, noge, hrbet, noge, hrbet, noge. Ok, ampak tiste, kaj so pa recimo tiste mal drugačne masaže, ki pa mogoče ljudje sploh ne vejo za njih, pa so priporočljive? Definitivno te sprostitvene masaže, ramenskega obroča, vratu, glave, ročna limfna drenaža obraza, to je nekaj tako sproščujočega, da ne obstaja beseda kaj. Pridi, moj obraz te čaka. Ja, to je tudi pomlajevanje obraza, veš? Dragi moji, jaz bom zaključila današnji program, ker odhitim seveda k Manci v Dotik lahkotnosti, da bom, zdaj sem že 6 let na Fantasyju, moram biti malo mlajša, a veš, zdaj so se mi že gubice začele delati. A je to tudi za gubice? To je sploh za gubice, ampak jaz bi ti priporočala kako aktivacijsko meditacijo dejansko. To pa pomeni, da ne da vedno ti daješ, tokrat pa sprejemaš. Okay. In sprejemaš, da se ti regeneriraš, a ne? In kako dosežeš to? Glede na to, da veš, da smo nekateri hiperaktivni in da se zelo težko ustavimo. Jaz te ustavim. Z mojim glasom, z mojo vodeno meditacijo in verjemi, da odplavaš. Torej, dragi moji, boste odplavali z nami. Dotik lahkotnosti vabi, Mancine roke pa so čudežne.
Vseeno pa seveda spremljate tudi naš Instagram, Facebook, ker Manca bo zdaj malo pokazala, kako se zmasira in kako se šuši pomladi. Manca, hvala za obisk in vem, da se ti mudi, ker imaš masažo naprej. Vseeno pa oglasi se prav kmalu spet. Hvala ti.